Dobar dan vsem. Napravimo eno vajo glede poševnega meta. Recimo, da imamo izstrelek, ki ga izstrelimo pod kotom 30 stopinj z začetno hitrostjo 20 metrov na sekundo, z višine 50 metrov in se vprašamo po 4 sekundah, katere so koordinate x in y, v katerih se nahaja izstrelek in kolikšna je njegova hitrost. Torej, kot prvo si izračunamo v nič x, v nič y, komponente začetne hitrosti. V nič x je v nič krat kosinus alfa, in torej v nič je 20 metrov na sekundo, krat kosinus od 30 stopinj je koreno 3 polovic. Sedaj dobim točne vrednosti, drugače lahko izračunate približke z znanstvenim žepnim računalnikom. Torej, tukaj 2 deleno 2 je 1, 10 deleno 2 je 20 deleno 2 je 10, imamo 10 koreno 3 metrov na sekundo. In v nič y je v nič krat sinus alfa. Torej 20 metrov na sekundo krat sinus od 30 stopinj je ena polovica. 2 deleno 2 je 1, 20 deleno 2 je 10 in dobimo 10 metrov na sekundo. Prav, sedaj lahko dobimo koordinate x je v nič x krat t. X je, torej v nič x smo dobili, da je 10 koreno 3 metrov na sekundo krat t, ki je 4 sekunde. Te sekunde v števcu so ničijo s sekundami imenovalcu. 10 krat 4 je 40, dobimo 40 koreno 3 metrov. Y, imamo h, ki je 50 metrov. Plus v nič y, ki je 10 metrov na sekundo, krat t, ki je 4 sekunde, minus ena polovica, sedaj g zaokrožimo na 10 metrov na sekundo na drugo, 10 metrov na sekundo na drugo, krat t na drugo, to je 4 sekunde, tukaj imamo 16 sekund na drugo. Sedaj, sekunde, tukaj uničimo sekundami, sekunde na drugo, sekundami na drugo in dobimo 50 metrov. Tukaj 10 krat 4 je 40 plus 40 metrov minus, tukaj še 2 deleno 2 je 1, 7 deleno 2 je 5, 5 krat 16 je 80 metrov. Sedaj 50 plus 40, 90 minus 80 je 10 metrov. Torej, po 4 sekundah izstrelek bo na koordinatah x je 40 koreno 3 metrov in y je 10 metrov. Bo tam. Sedaj zbrišem koordinate in dobimo hitrost. Torej, zato da dobimo hitrost, bomo prej dobili komponente. Hitrost v smeri x je zmeraj enaka začetni hitrosti. Hitrost v smeri x se ne spreminja, torej je zmeraj 10 koreno 3 metrov na sekundo. Hitrost v smeri osi y, v y je v nič y, torej 10 metrov na sekundo, minus gt, torej 10 metrov na sekundo na drugo, krat t, ki je 4 sekunde. Sedaj tukaj sekunde na prvo so niči, tukaj so niči druga potenca. Imamo 10 metrov na sekundo minus, torej 10 krat 4 je 40 metrov na sekundo. 10 minus 40 je minus 30 metrov na sekundo. Kaj pomeni, da smo dobili negativno vrednost?
vëniq y je bio usmerjen proti gore. Pomeni da i streljek je že dosegel najvišjo točko in sedaj pada. In torej ima hitrost v smeri y usmerjeno nasprotno kot začetno hitrost v smeri y. Ja, torej imamo eno situacijo te vrste vx, vy in sedaj nas zanima v. Tukaj imamo en pravokotnik, ne? Tukaj je v. In v dobimo s Pitagorovim izrekom, ker tukaj imamo pravokotnik. Ta je diagonala pravokotnika. V je kvadratni koren od vx na drugo plus vy na drugo. Kvadratni koren od vx je 10 koren od 3 metrov na sekundo. 10 na drugo je 100. Koren od 3 na drugo je 3. Tukaj je nota je metri na drugo uljomljeno sekunde na drugo. Plus vy je minus 30. Ko ga damo na drugo je 900. In tukaj izmeri metri na drugo uljomljeno sekunde na drugo. Sedaj, 100 krat 3 je 300, plus 900 je 1200. Kvadratni koren od 1200 metrov na drugo uljomljeno sekund na drugo. Lahko tudi izračunate približek z znanstvenim žepnim računalnikom, ampak zdaj dobim točne vrednosti. 1200 je 3 krat 400, torej napišem koren od 400, koren od 3, sedaj kvadratni koren metrov na drugo uljomljeno sekunde na drugo so metri na sekundo. Koren od 400 je 20, torej 20 koren od 3 metrov na sekundo. Ja, torej 20 koren od 3 metrov na sekundo. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.